Dober dan in lep poletni pozdrav v naši oddaji za zdravje. Ste že slišali za mineralogram? Naša odlična naturopatinja Erika Branik nam bo pojasnila, kaj mineralogram je in kaj nam lahko pove. Erika, danes bomo govorili o mineralogramu. Kaj je to? Mineralogram je test las. V bistvu mi moramo vedeti, da naši lasje izražajo naše notranje stanje. Nekdo reče, sploh kravžljasti lasje. Kravžljasti lasje dejansko izražajo, če so grdi kravžljčki, taki mršavi, pomeni, da je osoba pod stresom, da je zakisana. Se je tudi že zgodilo lahko komu od gledalcev, da je rekel, ko sem bila mlajša, sem imela skravžljane lase in potem so se mi zravnali. Tisto je zaradi stresa. Stres vpliva na naše lase. Naši lasje so registrator fizioloških procesov organizma. Torej, govorijo nam o absorpciji kalcija, absorpciji magnezija, absorpciji železa in nam govorijo tudi, če je naše telo prenasičeno z toksičnimi kovinami. Ni isto, kot če mi primerjamo test krvi, zato ker kri mora vzdržati določeno homeostazo, ravnovesje. Zato ker vemo, da če se spremeni pH krvi, mi umremo, torej mora biti konstanten. Medtem ko las ti govori, kako se je presnova, torej absorpcija mineralov nujno potrebnih za življenje in če je prisotnost toksičnih kovin zadnjih 3 mesecev, če mi odrežemo en šopek lask, tak šopek tako recimo, en tak šopek, prve 3 centimetre. Prve 3 centimetre pomeni, da so zadnji 3 meseci. Sicer to naredimo od zadaj, da ni videti. In se pošlje v laboratorij. Laboratorij naredi, to metodo je razvila NASA, obdelave, spektrofonične obdelave las, kjer dejansko pol pride en izvid, ki je tak. Izvid nam govori o vrednostih, recimo najbolj nujno potrebnih mineralov za življenje. Mi smo sestavljeni iz mineralov, naše kosti, naše kri, naša tkiva. Ni krvi brez železa, ni solze brez natrija, ni mišic brez magnezija in kalcija, ni kosti brez kalcija in tako naprej. Tako da kalcij, magnezij, natrij, kalij, baker, cink, železo, potem imamo mangan zelo pomemben za jetra, krom zelo pomemben za vranico, kobalt zelo pomemben za srce, pa imamo litij in zlato, ki sta zelo pomembna za ledvice. V Ameriki recimo zdravijo depresijo z litijem, lahko tudi oligoelement litij, ker če ne je litij malo preveč močen in nevaren mineral. Pa imamo tukaj, nam govorijo o prisotnosti toksičnih kovin, kjer imamo živo srebro, kadmij, ki šibi zelo močno nadledvično, svinc, ki se vgradi v kosti namesto železa in povzroča osteoporozo, berili, ki šibi pljuča, arzen, aluminij, ki se dejansko usedeta v možgane in taka oseba je potem nespeča, živčna, razdražljiva, vzkipljiva. Torej, tako mineralno stanje ne vpliva samo fizično na naše telo, ampak dejansko vpliva tudi na naše počutje, na naše obnašanje, na našo kvaliteto življenja. In kaj se da potem narediti, svetovati, pomagati? Ja, mineralogram je fajn, jaz jih izvajam že 12 let in vedno bolj izpopolnim to interpretacijo krvi, dobiste izvid, kot da bi dobil izvid krvi, pol nekdo ti mora narediti to interpretacijo. Interpretacija mora biti čim bolj vzročnostna in čim bolj celostna, torej tudi emocionalna. To je naturopatska interpretacija in zdravnik bo dobil, pomanjkanje cinka, dodamo cink, pomanjkanje kalcija, dodamo kalcij, pomanjkanje magnezija, dodamo magnezij. Ma ni niti slučajno tako. Zato, ker tle imamo mineralni krog in imamo ene določene sinergije in antagonizme med minerali. Torej, če imamo enega in drugega, telo bo vsrkalo enega in ne drugega. Če mi imamo recimo v telesu svinc prisoten in zato, ker so jetra šibka in dovajamo kalcij, se kalcij sploh ne bo absorbiral, moramo prej izvesti kelastijo cinka iz telesa. Tako da dejansko, ko ste že slišali, verjetno, oziroma so gledalci kdaj slišali, da kakšne multivitaminske in mineralne
tablete ne delujejo, če je preveč mineralov, zato ker pol se jih ne vsrka. To je dejansko, o tem nam govori mineralogram. Mi, da spoštujemo homeostazo telesa, moramo dejansko uravnavati ta razmerja med minerali. Res je, da tukaj recimo imamo strašljivo pomanjkanje kalcija in magnezija. Lahko oseba jemlje vsak dan 1000 mg kalcija, se ta ne vsrka. Se ne vsrka, zato ker imamo preveč kalija. Kalij nam govori, da ima napačno presnovo sladkorjev, da ima šibak želodec. Pol ima malo bakra. Bakr se veže z estrogenom. Vidimo neko hormonsko neravnovesje in tle vidimo prisotnost toksičnih kovin, živo srebro in aluminij, recimo, kar jo pol delajo še živčno. Tukaj imamo en drugi zanimiv mineralogram, kjer imamo pa ogromno neabsorpcije, torej preveč nekako magnezija, natrija, kalija in bakra. To kaže na stres. Oseba, ki doživlja stres, je taka prožna, napeta. Če pride kdo zadaj skoči, to je nek tak polna histamina, adrenalina in tako naprej. In to kaže, da takšna oseba doživlja veliko stresa. Zdaj v tem primeru imamo tudi zlata dosti. To kaže, da taka oseba je lahko tudi na enem delovnem mestu, ki ji povzroča stres. Recimo, imamo določene ljudi, ki so bolj ledvični posamezniki, ki so pa sami po sebi že neodločni, in dobijo povišico, reče, dobiš 300 € na mesec več plače, vendar zdaj moraš voditi ta oddelek. In te osebi enostavno ni rojena za to delati, oziroma ji povzroča velik stres biti tako na udaru. In to se vidi lepo z mineralogramom. Torej, mineralogram ti pomaga ne samo razumeti minerale v telesu, ampak tudi se razumeti, oziroma jaz tako ga svetujem na tak način potem ljudem. Absolutno. Vidite, tukaj imamo spet en drugi mineralogram, ki imamo spet veliko natrija, kalija in bakra. Tukaj imamo v redu ledvice, imamo na tej strani pa zelo zgovorno, ker imamo veliko svinca in pomeni, da ima kosti zelo obremenjene. In tukaj se potem začnejo recimo obrabe teh sinovialnih vezi, hrustanca in tako naprej, tudi trda pljuča, neelastična pljuča, obrabe sklepov in tako naprej, tako da je potrebno nujno izvesti kelacijo svinca in živega srebra, da pol bomo znižali oziroma uredili absorpcijo vsega tega. Tu imamo zelo jetrno osebo, zelo nepotrpežljivo, razdražljivo in tako tudi trmasto. Mora biti vse po njegovo. Tukaj imamo en drugi mineralogram, ki nam spet govori, veliko kalcija, magnezija in bakra. Ta oseba ima veliko toksičnih kovin, živo srebro, aluminij, arzen, torej ta oseba je zelo nespeča, zelo vzkipljiva, razdražljiva, s tem, da ima zelo dosti preveč estrogena in to pol ji moti zelo močno to hormonsko neravnovesje. Ni smiselno dodajati hormonov, ni smiselno dodajati naravnih hormonov, ni smiselno spodbujati hormone, če imamo hormonsko neravnovesje, je pomembno razkisati telo. Je pomembno izvesti kelacijo, v tem primeru toksičnih kovin, zato karkoli bo ta oseba dala vase, se nam bo absorbiralo. To se pravi, da se obravnava vsakega posebej in se mu da določene usmeritve. Točno tako, vsak mineralogram posebej pregledam in svetujem fizično, emocionalno, z prehrano, z samomasažo, z oblogami, z skopelmi, z vse, kar oseba potrebuje. To je zelo fajn recimo v tem času, korona času, ko smo omejeni z naturopatskimi pregledi zaradi širjenja virusa in se lahko to naredi online in res se počutim zelo suvereno, da lahko v miru celostno svetujemo sebi, tudi če je fizično ne pride na pregled. Erika, hvala lepa tudi za današnji prispevek. Hvala vam.